Izogibajte se stika s divimi živalmi, tudi če so na videz krotke. Steklina je bila in je še vedno široko razširjena v vzhodnji Evropi, Aziji, Afriki in Ameriki. Na podlagi uradnih podatkov Svetovne zdravstvene organizacije vsako leto na svetu več kot 55.000 ljudi umre zaradi stekline, a nedavne raziskave dokazujejo, da je to število veliko višje. Največ človeških žrtev je v državah v razvoju in še zlasti otroci so izpostavljeni temu tveganju. Ali je gozdna steklina prisotna danes v Gornji Furlaniji? 10. oktobra 2008 je starejšo osebo, nedaleč od doma v vasi Niva v Rezi, napadla in ugriznila v gleženj lisica iz Slovenije, ki so jo nato ubili. Takojšnje obvestilo o ugrizu divje živali, ki so posredovali oddelku za preventivo zdravstvene ustanove številka 3, je omogočilo takojšnji kontakt z lokalnimi oblastmi. Ulov lisice blizu gozdnega območja, kjer se je zgodila nesreča, in posredovanje podatkov v laboratorij, ki je potrdil primer stekline. Od tistega trenutka so soglasju župani vseh občinah, kjer so odkrili primere silvatične stekline, ponovno uvedli veterinarske ukrepe. Dolžnost vodenja psov na vrvici in opozarjanje pristojnih služb o znakih, ki spominjajo na morebitno okužbo. Cepljenje vseh psov in rastlinojedcev izpostavljenih okužbi. Prepoved lova s psi, četudi cepljenimi. Poostren nadzor in monitoriranje divjih živali. Priprava načrta uradnega cepljenja lisic in druge medicinske ukrepe. Od leta 2008 do danes se je silvatična steklina razširila po celotnem deželnem območju in tudi ostalih deželah vzhodne Italije. Kaj je treba vedeti o steklini? Steklina je zelo huda bolezen, ki jo lahko zgolj preprečimo, ne moremo pa je zdraviti. Steklina povzroči smrt obolele osebe v 100% primerov. Prizadene divje in domače živali in se prenaša tudi na človeka in druge živali preko sline okuženih živali, torej z ugrizi, s kožnimi ranami, praski ali kontaktom s sluznicami, kljub temu, da so cele. Kaj povzroči steklino? Pri človeku gre za smrtno bolezen, ki jo povzroči virus. Potem, ko je virus okužil živčni sistem divjih in domačih živali, je prisoten v slini bolne živali in se lahko prenese na človeka z ugrizom ali lizanjem ranjene kože ali pa stikom človeških sluznic z živalsko slino. Bolezen povzroči vnetje možganov. Ko se znaki bolezni pojavijo, je usodna pot stekline že začrtana, tako za žival kot za človeka. Brez intenzivnega zdravljenja smrt nastopi v roku enega tedna. Katere živali so lahko okužene s steklino? Samo sesalci lahko dobijo steklino, ptice, ribe in plazilci pa ne. V Evropi večinoma gre za navadno lisico, žužkojedene topirje, rakune in pse. Kateri so znaki stekline pri živalih? Stekla žival ima spremenjeno obnašanje. Divja žival izgubi naravno plahost do človeka. Navadno krotke živali pokažejo znake agresivnosti. Lahko opazimo težave pri gibanju, ohromelost ali celo smrt. Katera so priporočila za preprečitev okužbe? V občinah z visokim tveganjem gozdne stekline je potrebno cepiti proti steklini vse hišne in domače živali. Treba je ohraniti varnostno razdaljo od divjih živali in od katerekoli nepoznane živali. Divje živali ne smemo sprejeti na dom, kot bi bila hišna žival. Če pri divji živali opazimo neobičajno obnašanje, je priporočljivo, da to takoj sporočimo veterinarjem zdravstvene ustanove, občinskim redarjem ali pa gozdni straži. Treba je opozoriti veterinarja o vsakem čudnem ali neobičajnem obnašanju naših domačih živali. Če vas ugrizne, brez panike, a rane ne zanemarjajte.
Inspirajte ráno s vodou i mylom za 5-10 minút, to bo zmanšalo dveganie okužbe. Po skúsite ugotoviti katera žival vás je ugriznila. Če gre za domaću žival, ju lahko postavimo pod 10-dnevno kontrolo. Pojdite u ambulantu za razkužitev, povejte, kako vas je žival ugriznila. Če bo potrebno, vam bodo ubrizgnili antirabično cepivo. Ali obstaja zdravljenje proti steklini? Ne, edina terapija je preventivno cepljenje za preprečitev okužbe. Preventivno cepljenje je priporočljivo samo za osebe, ki so v nevarnosti zaradi službe, ki jo opravljajo. Veterinari, gozdne straže, živalski redari, lovske straže in podobno. Vsi ostali bodo ambulanti na prvi pomoči dobili cepivo po domnevni okužbi, kot v primeru napada sumljive živali.